Krvne bolezni, konkretno krvni raki, niso preproste bolezni. Nujno je kompleksno zdravljenje, ki je zahtevno, invazivno, tudi agresivno, vendar pomaga. Včasih pa ostanejo tudi posledice. Zato bi vas vprašala, zakaj je tako pomembno, da onkološke bolnike, tudi potem, ko je njihova bolezen morda zazdravljena ali celo ozdravljena, spremljate na klinični ravni še naprej. Ja, seveda je to pomembno, ker bolniki, predvsem naprimer bolniki z malignimi limfomi, so kar agresivno zdravljeni. Imajo veliko kemoterapije, tudi antracikline, ki ukvarjajo srce lahko, to je pač zelo potenten citostatik za te bolezni. Velikokrat so tudi obsevani na predel vratu, medpljučja, tudi lahko na trebuh. Zato so tudi posledice pogoste. Na Onkološkem inštitutu imamo to ambulanto za sledenje poznih posledic po zdravljenju raka v otroštvu že skoraj 40 let, zdaj 38 let že. In pred 20 leti smo se odločili, da bomo sledili tudi tiste, ki so se zdravili zaradi malignih limfomov v starosti do 30 let, se pravi v mladi odrasli dobi. Ker te pozne posledice naraščajo z leti sledenja in to so mladi ljudje in tudi imajo dolgo pričakovano življenjsko dobo, zato je tudi za njih pomembno, da se te posledice sledijo. In res moram reči, da smo jih klicali nazaj na sledenje, pravzaprav, ker so bili že spuščeni sledenja z Onkološkega inštituta in jih je več kot 90% prišlo na te kontrole. Tako da zdaj redno sledimo. Zelo pomembno je okvara srca po zdravljenju z antraciklini, po obsevanju medpljučja, sekundarni raki, dojke, karcinomi dojk po obsevanju medpljučja imajo zelo visoko možnost nastanka sekundarnih rakov dojke po obsevanju, tako da so potrebne te preventivne preiskave, presejanje z mamografijami, magnetno rezonanco dojk in res najdemo majhne karcinome, je potrebno manj zdravljenja, predvsem je pa preživetje dobro. Tako da to je zelo pomembno, tudi naprimer sekundarni raki debelega črevesa in danke po obsevanju trebuha so pogosti, zato je potrebno tudi kolonoskopije delati na 5 let po starosti 30 let in več kot 5 let od končanega obsevanja. S tem seveda najdemo te posledice takrat, ko jih je možno še nekako pravočasno zdraviti, če so to karcinomi v nizkih stadijih. In seveda s tem izboljšamo kvaliteto življenja in tudi zmanjšamo umrljivost. Je pa tako, da za druge mlade odrasle, ki so se zdravili zaradi drugih diagnoz, je pa pomembno, da jim onkologi ob končanem pravzaprav sledenju na Onkološkem inštitutu ali pa na hematološki kliniki dajo natančna navodila, kakšno zdravljenje so imeli in kaj morajo slediti. Ultrazvok srca, naprimer, če so imeli antracikline na toliko in toliko časa, tako da ima splošni zdravnik jasna navodila, kaj mora bolnik slediti. Ta klinična dejavnost je, sodeč med drugim tudi po slišanem, izjemno pomembna. Zagotovo pa njeno izvajanje še vedno spremljajo številni izzivi. Katere bi morda izpostavili? Ja, to je pravzaprav res zdaj redna ambulanta, priznana tudi strani ZZZS. Je pa problem predvsem kadrovski. To je ambulanta, ki zahteva res veliko časa. To so bolniki, ki imajo veliko težav z leti. To spremljanje je doživljenjsko. In seveda vse posledice tudi niso posledice zdravljenja, ampak tudi samega staranja lahko. Ampak seveda mi gledamo bolnika kot celoto. Tako da lahko rečem, da so to taki bolniki zahtevajo res veliko časa v ambulanti. In moram reči, da nekako je težko dobiti kolege, ki bi to opravljali to dejavnost. Zato imamo vedno kadrovske težave. Kolikšen pa je kadrovski manko, če pogledate obstoječe posameznike, ki so angažirani v tej ambulanti, koliko bi še potrebovali dodatne pomoči?
Ja, zdaj odvisno, mislim, če bi imeli še enega, bi bilo super, a ne. Je pa res, da to nekako moraš delati srcem, no, vzljubiti moraš to, a ne, dejavnost. Mislim, to so bolniki, ki potrebujejo tudi nek prijateljski odnos, a veste, bolnik-zdravnik, ne, to ne more biti ex-katedra odnos, ampak da se ti zaupajo, da zaupajo tvoje težave, nekako mora biti bolj tak nekako bližji odnos, iskren odnos, poglobljen, zaupljiv, a ne, odnos, tako da, se pravim, težko je dobiti ljudi, ki bi to res delali tako entuziastično, no, tukaj je res potreben entuziazem, ker imajo probleme tudi seveda drugod, mi smo vključeni v to združenje, Evropsko združenje PanCare, katerega namen je, da bi imeli vsi mladi, ki so se zdravili zaradi raka v otroštvu sledenje poznih posledic, pa nimajo, ne, samo pri nas, pa na Nizozemskem, a ne. Se pravi, tudi v takih razvitih državah, kot je Švica, Avstrija, Nemčija, Francija, nimajo vsi sledenja poznih posledic, veste. Kaj šele te mladi, ki so se zdravili zaradi limfomov do 30. leta, to je pa itak unikum pri nas, a ne. Tako da imajo vse posod problem s tem prehodom k odraslim. Ne, ni odraslih onkologov ali pa drugih zdravnikov, ki bi to sledili naprej. Ne. Imamo pa letos drug teden kongres PanCare, ravno te evropske organizacije PanCare pri nas v Ljubljani. To je 30. kongres, tako da je to res nam v čast, da imamo ta kongres pri nas. In tukaj gre za vključenost tudi staršev teh mladih, ki so se zdravili zaradi raka v otroštvu, tudi samih preživelih raka v otroštvu in pa seveda raznih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s tem sledenjem poznih posledic. Glede na dosežke in ustaljeno dolgoletno klinično prakso je pravzaprav organizacija dogodka, ki vam je bila zaupana, samoumevna. Kaj ne? Ja, mislim, jaz sem res že v tem združenju od ustanovitve leta 2008 in moram reči, da smo res, to je neka taka prijateljska zveza, jaz dostikrat rečem, da je to kar neka družina. Lepo se razumemo, veliko raziskav poteka znotraj tega združenja o teh poznih posledicah, kajti mi se učimo, a ne? Učimo se o teh poznih posledicah, prihajajo tudi nova zdravila, ki delajo spet določene pozne posledice, gre za interakcijo z drugimi zdravili in zdravljenjem, tako da se skozi učimo. Jaz tudi našim bolnikom rečem, da se učimo od njih, a ne? Da jim lahko potem vračamo nazaj. Tako da ja, jaz sem res prežeta nekako s to tematiko poznih posledic in je to nekako, bi rekla, kar moja prioriteta v mojem profesionalnem življenju. In si želim, da bi to nekako tudi naprej živelo, ko grem jaz v pravzaprav pokoj, ne.